Zima na cesti ne dopušča bližnjic in kompromisov. Zavedajte se, da so 4 pnevmatike na avtomobilu edini fizični stik s podlago. Še kako pomembno je, da na hladnem, mokrem, zasneženem in celo poledenelem asfaltu ta stik omogoča najbolj optimalen oprijem, vodljivost in čim krajšo zavorno pot. Pnevmatike morajo biti v ustrezni kondiciji, imeti dovolj profila za učinkovito odvajanje vode in snega. Pomembna je tudi starost pnevmatike, saj z leti gumena zmes otrdi in dezen tekalne površine izgublja prožnost, ki je eden od pogojev za učinkovito delovanje pnevmatike. Zakaj torej letna pnevmatika ne sodi na asfalt zimskih temperatur? Tako kot ste rekel, se pravi, že sama razlika je v strukturi, ki je vidna. Druga, bolj pomembna zadeva za nas je pa to, kar je v notranjosti gume. Pomeni, da zimska guma je bistveno mehkejša od letne in zato pri nizkih temperaturah še zmeri lahko opravlja svoje delo, medtem ko letna pnevmatika v zimskih razmerah postane izredno trda in nima oprijema. Verige na letni pnevmatiki bomo rekli pri nas tako, da jih svetujemo prav na isti način, kot svetujemo na rolerjih, ki jih uporabljate poleti, da postavite gor neko gumo zaščitno in se s temi rolerji podate na led. Sigurno tega ne boste naredili in to ne naredite tudi na svojem avtomobilu. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, zakon prišteva k poletnim pnevmatikam, če tudi nosijo oznako zimskih pnevmatik. V AMZS svetujejo vsaj 4 mm globok profil, saj je za varno vožnjo treba upoštevati tudi delež obrabe skozi uporabo, saj se lahko zgodi, da ob koncu zime kanali ne bodo več ustrezno globoki. Ne pozabite na kontrolo brisalnikov, pa tekočin in akumulatorja. Zima napak ne odpušča, žal.